Takole, nadaljujemo z drugo okroglo mizo in sicer z naslovom, kaj je zdrav odnos do hrane in zakaj je pomembno, da jemo lokalno. Sponzor tele okrogle mize je Mercator, pa še preden si pogledamo video, najbrž vsi ste že kdaj videli v Mercatorju, ko imajo izdelki ta nek rdeč srček. Sloganom radi imamo domače. Mercator izredno spodbuja to lokalno pridelavo hrane, kar je seveda zelo pohvalno, no zdaj so šli pa še eno lestvico višje in poleg tega rdečega srčka lokalno imaš zdaj še nalepko bio, kjer bodo zdaj v jesenski akciji predstavili se bodo novi izbrani partnerji, ki se pa ponašajo z vrhunsko ekološko pridelavo. No in o tem bosta verjetno Mojca in Sonja še kaj pridodali, kajti obe dve sta kreatorki dobre, zdrave hrane. No pa o tem malce kasneje, poglejmo si Mercatorjev video. A kaj domačega znamo? Tate je kaj povedala? Ne, okej. A kaj domačega znamo? Za dobro hrano stojijo dobri ljudje. Ekološko pridelanost slovenskih domačij, ker imamo radi bio domače. Moj najboljši Mercator. Tako je, ker za dobro hrano stojijo dobri ljudje, smo jih seveda tudi povabili k nam na okroglo mizo. In sicer Sonja Cimerman, diplomirana biokemičarka, ki sooblikuje družinsko kmetijo in vodi družinsko podjetje s sloganom Okusno drugače, ker je domače. Potem Mojca Stojanovič, kreatorka hrane iz naravnih sestavin, ki živi in dela tako, kot govori, to je preprosto in v sožitju z naravo. In verjetno vsi prepoznate enega najbolj prepoznanih kuharskih obrazov in tatujev pri nas, vrhunski šef Bine Volčič. Lepo pozdravljeni. No, se pravi, za ljubitelji dobrega, z mojstri zdrave prehrane se bomo spraševali, ali je res eko, bio, vegi najboljše za nas. In mislim, da gre odgovor v smeri priseganja na lokalno. In če vas kar povprašam, zakaj je v bistvu tako zelo pomembno, da jemo lokalno hrano? Če smem, dober dan, živjo. Izvoli. Hvala. Jaz bom šla mogoče malo širši, pa se vrnem nazaj. Izvoli. Namreč verjetno vsi, ki se sprašujemo o sebi, ne samo o svoji samopodobni, tako kot so punce prej povedale, ampak slej ko prej naletimo tudi na prehrano. In moja zgodba gre tako, da sem to v bistvu v času študija prišla do 4. letnika, smer živilstvo, in ko sem vse skupaj končala, sem mislila, Madonna, kam pa jaz zdaj s to mojo biokemijo, in to ni imelo nobene veze s tem, kar danes delam. In zdaj mi je jasno, zakaj sem jaz mogla iti tja. Zato, da sem začela brati etikete zadaj, obrnila vse produkte in začela brati. No, tako se je začelo. In iz tega naslova vam želim, ne samo jaz, verjetno lahko govorimo širši, sploh iz teh, ki smo radi, ne imamo domače, da vam želimo dati res tisto zdravo hrano. Zdaj pa, kar se dotikamo domačega. Jaz bi rekla, da domača hrana, njena res velika prednost je to, da je v bistvu kratka pot od njive do mize, kjer v bistvu v tej hrani ostane res čisto vse. Vsi vitamini, minerali, Mojca pravi, da duša, energija, definitivno. In definitivno se tudi jaz pritožujem k temu, da ostane vse noter. Mi recimo, ko meljemo moko svežo, jo v ponedeljek, torek meljemo, zapakiramo in v sredo je na polici, kar pomeni, da dobite res svežo moko.
Kar pomeni, da ima ta moka, ne vem, noter ima še del kalčka, noter so vsi vitamini in vsi minerali in tem je vsa poanta, da dobite živo hrano. In drugo, kar je domače, brez aditivov, brez dodatkov, ker jih ta hrana ne rab, ker ima hrana po sebi vonj, okus, je kvalitetna, vse definitivno lahko to rečemo, ker imamo še kakšno potrdilo za to, da se pokažemo, pa vendar je okusna, kvalitetna, pomembno pa je, saj zame, da je hrana tudi varna. Hrana, ki je varna, to se pravi sama definicija te varne hrane, ni samo to, da jemo ekološko pa eko, ampak to se pravi, sama definicija govori o tem, da vse, kar pozitivno vpliva na dolgi rok na naše telo, to je varna hrana. In to imamo na policah skupaj. Mojca, malo o duši in energiji. Najprej lep pozdrav vsem. Definitivno ljudje ne dojemajo hrane velikrat kot nekaj živega. In zaradi tega ravnajo z njo Mička sa mikrofon bližje. Bolj vse. Tako, ja, evo, da se sliši. Ravnajo z njo samo kot nekaj, kar dajo na krožnik in napolne želodec. Ampak s tem, ko damo mi nekaj vase, se pravi, da se to začne v telesu procesirati, gre po telesu in svojo informacijo odda v nas same. Ne? In če smo prej govorili o lokalno pridelani hrani, pa o kratki poti, to pomeni, da hrana, ki je v bistvu sadež, pa bom rekla zdaj hrana, ki je bila nabrana in to hitro dana na police, bo še svoje življenje oziroma tisto živost, kar ima noter, bo v veliki meri lahko dala naprej kupcu, se pravi tistmu, ki jo bo jedel. Navezala bi se potem še tukaj posebej na hranila, ki so v hrani sami, ker ta hranila nam pa dajo potem spet energijo za rast, razvoj, za razmišljanje, za kreiranje, za vse v bistvu, kar mi predstavljamo, se pravi vsak posameznik, vsak na svojemu področju. Ne? In če vse te skupke vzameš, pa so tukaj še druga ozadja, govorim o tem, kako si je ta hrana pripravljena, se pravi od vizualnega do tega, da stremiš k temu, da ne obdeluješ preveč in ne kuhaš in ne vem kaj še vse, ampak da jo uživaš taka, kakršna v resnici je, ti bo tudi dala to, kar je. In kar se tiče lokalnega, lokalno pomeni tudi, da je v tistem trenutku, v tistem času zrastel na tistem mestu, se pravi, če delamo in delujemo v sožitju z naravo, kar je naš naravni cikel, bomo v tistem trenutku dobili tisto, točno tisto, kar rabimo. To je to, v bistvu na kratko. No, Bine, ti v bistvu veliko stvari sestavin najdeš v naravi in jih potem uporabiš. Mogoče se tukaj malo navežeš na to, verjetno ne greš, mislim, greš tle v naravo, ne bliže, ne greš v Rusijo, ne? Mislim, vse veš, kaj mislim. Živijo še v mojem imenu. Jaz bom majčkeno še povedal o tem, zakaj lokalno in tako naprej. Ta beseda lokalno je postala v zadnjih časih precej popularna, ampak lokalno, moje izkušnje, ni vedno tudi najboljše. Ker tudi tisti, ki delajo lokalno, ki so, ne vem, v okolici, ne vem, koliko rečemo, ne vem, saj cela Slovenija lokalno, Slovenija je en velik vrt, če mene vprašate, ampak ni pa nujno, da vsak kmet dela pravilno. Tudi so kmetje, ki slabo delajo samo zemljo in škropivi in tako naprej. Tako da tudi to je dobro vedeti, kam iti po zelenjavo, kako je pridelana, od kod prihaja in tako naprej. Zakaj je še dobro, da jemo lokalno hrano? S tem tudi podpiramo kmete. Tako se bodo oni tudi bolj trudili, tako bodo oni se na dolgi rok boljše razvijali in nam gostincem tudi več in boljš ponudili. Valjda tudi po bolj dostopni ceni. Druga stvar, zakaj je še pomembno lokalno, pa to 0 kilometrov, ne osnažujemo okolja.
Ne osnažujemo okolja s samim transportom in čez celo Afriko in Španijo in pol končno pride po 3 mesecih v Slovenijo in mi to moramo pol dati na police oziroma na krožnik. Spet ni prav, a ne? Ti si me vprašala za Kako uporabimo divje, ne? te tako pozabljene sestavine, ki so lokalne, recimo, ne? Ja, jaz sem bil par let nazaj v Helsinkih pri enem prijatelju na nekem izobraževanju in on je mene vprašal, a ti veš, odkot izvira okus? Tako, okej, kakšno je to vprašanje, ne? Ja, ne vem, če daš malo popra, pa to, a ne? Pa nekaj je. Tako da, okus izvira iz zemlje. Tako, kot nam narava da, tak je okus. In tako, kot mi delamo z naravo, tako bomo tudi dobili nazaj. A ne? In jaz stremim k temu, da jem lokalno, da kupujem lokalno in da nabiram divje zelišča, da grem v naravo, da nabiram rožice, ki so užitne in okusne. In mislim, da se v Sloveniji sploh ne zavedamo tega še, kje živimo in kakšno naravo imamo okrog sebe in kaj nam ta narava ponuja. Ne vem, zdaj je cela poplava jurčkov. In to je nekaj, kar je ful vredno. Bil sem za vikend v Lyonu, sem gledal na tržnici 35 € je kila jurčkov, po vprašanju odkot so. Mi jih imamo pa pred nosom. In na to smo lahko ponosni in moramo biti na to ponosni. In to je tisto, kar moramo na glas povedati tudi drugim in se zavedati tega. In tako moramo mi, gostinci, tudi na glas povedati gostom. Tako. No pa če se tle dotaknemo teh trendov, ne, ki so recimo predvsem pri teh prehranskih dopolnilih, kot so maka, ašvaganda in to. A je to sploh za naše telo? Je, deluje. Smo mi narejeni za to, ker pač to je res iz eksotičnih krajev. Ja, veliko teh super živil, kakor temu včasih kdo reče, imamo že v svoji okolici, tako kot prej Bine rekel, če greste sam po borovnice, črka A, ni treba deleč. Sam zjutraj vstaneš, obuješ gojzarje, pač je treba iti mečkam bolj zgodaj in to je to. Še razmigaš se, a ne? Evo, 2-krat. Kako žga, še dol. Ok, no pa če ostanemo pri trendih, kaj pa veganstvo, vegetarijanstvo je kar v porastu, kako pa je s tem? Oziroma, kako najdeš zase primerno hrano? Kako? Če smem, brosti Izvoli. Bine. Jaz osebno sem pristaš, da človek mora jesti raznoliko, predvsem raznoliko. Absolutno je treba poslušati sebe, kaj lahko in kaj seveda, kaj telo ne prenese. In pri sebi moraš začeti. Enostavno. Je tako? Ja, jaz to najbolj opažam pri sebi v svojem bistroju. In absolutno je to zdaj, ne vem, lahko me boste grdo gledali, ampak je to trend, a je to zdaj moderno, da vsak more biti malo na laktozo, pa ne bi glutena, pa hoče malo tega zmanjšati, pa bi vegansko, pa vegetarijansko, pa pesketarijansko, pa ne vem kaj še vse, vsak dan je nekaj novega, ne? Ampak, okej, razumem to in vedno se tudi mi prilagodimo temu. Ne bom rekel, da smo najbolj srečni, ker se prilagajamo, ampak se prilagodimo. Po drugi strani sem se pa jaz vprašal, zakaj toliko tega? Ok, pa recimo, da ni to trend, pa recimo, da je res celiakija, da je res gluten problem in tako naprej. Jaz verjamem, da je, ampak mislim, da v samem glutenu pa to ni taka težava, kakor je v bistvu v 90-ih letih bila velika napaka, ko so se razvili vsi trgovski centri, pa vsi ta veliki prodajalci in so nam prodajali češnje v decembru in si moral imeti za novo leto jagode in paradižnik je moral biti celo leto. To je narobe. In narobe je tudi to, kakšen imamo mi tempo življenja. Pa danes vsi hitimo, vsi nekam norimo in pol se valjda na pumpi ustavimo na trikotnem sendviču. Ja. Ampak Na kakšno kruhomojca. tako nažalost, ja, nažalost tako to je, a ne? Ampak
tukaj moramo mi vklopiti svoje možgane, pa se malo ustaviti, pa se vprašati, zakaj. Zakaj to počnemo, kam se nam mudi, zakaj se nam mudi in premalo se ukvarjamo sami sabo. In jaz mislim, da od vsega tega stresa in takih stvari pride tudi do bolezni. To je pač Posledično. Ja. Tudi lahko, ne? Pa še ena stvar je, pri vseh teh stvarih, ki so popularne v narekovajih, ne? Že čisto iz kemijskega vidika je treba, mislim, kako v času študija kakšno stvar prebereš, to mora biti strokovne stvari. To se pravi, če bereš članke, jaz priporočam, da začnete brati strokovne stvari, ne na pol strokovne. Od spodaj naj bo podpisan nekdo, ki piše najmanj, ne vem, magister neke naravoslovne stvari, če greste gledati, kaj je gluten. Ne? Jaz sem lih 2 dni nazaj, odlična oddaja je bila na enem od Radio Prvi, Torkova intelekta, če kdo kaj pozna, o glutenu, ja, kjer povejo, da ja, gluten je problem, ampak ne, za nek procent, majhen procent ljudi in za tiste ljudi, tisti, ki imate težave, jaz vas tako razumem in je lahko res hud problem, ampak za tiste, ki pa to ni, moraš pa tudi to videti. Če se lahko še jaz malo vključim v debato, bom povedala z enega drugega vidika. Veganstvo, vegetarijanstvo, vse te razne prehranske navade, ki so zdaj res v modnem trendu, iz kje izhajajo. Ne, recimo, če pogledamo način prehranjevanja, pa ni treba iti daleč nazaj 50 let, noben ni razmišljal o tem, a bo jedel vegansko, a bo jedel vegetarijansko, ali bo jedel pač vse, kar je bilo pač na krožniku oziroma v tistem trenutku dosegljivo. Takrat je bila banana eksotika ultra, zdaj pa, če ni banane doma, nimamo sadja. Ne? In zaradi vseh teh stvari, govorim zdaj o načina pridelave, so se stvari izgubile. Zaradi pa nam rekla, gensko spremenjene hrane, ki so hoteli, se pravi, želeli so forsirati točno določeno stvar, ne vem, da je banana rumena, da je paradižnik v drugem času, kot recimo polet, ker največ sonca vpije in vse, se ni noben vprašal, kako pa to v resnici deluje na človeško telo. In po vseh teh letih, govorimo zdaj v obdobju 50 let, ne, se je pokazal določen rezultat. To se je pokazala alergija na mleko, se je pokazala alergija na gluten, se je pokazala težava pri sladkorju, se je pokazala težava pri alergiji na jajca, oreščkih, ne vem kaj še vse. To so načeloma vse dobre, super, fine stvari, ne? Da ne govorimo o sladkorju, ki je dobil tako črno piko, da bogi sladkor, ne? Pa pšenica, ne? Pa pšenica, pa mleko, to so črne pike, ki Bog ne daj, da bi to jedel. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker so toliko spremenili vse te stvari, da so dejansko začele škodovati ljudem. Ampak oni so obtožili pšenico, oni so obtožili mleko. Ampak zakaj ne gre recimo mleko od tiste krave, ki se lepo pase, ki je lušten, ki se jo pomolze, jo pobožaš. Tisto mleko je čist nekaj drugega, kakor od krave, ki je zaprta ves čas in se jo molze, čim več, kad je tekmovanje ne vem kašno. Isto je od pšenice, kaj je narobe, če dobiš manjšo letino na eni površini v primerjavi s tisto, ki dobiš pač višjo letino. In vse tukaj se pravi, so ljudje začeli posegati v naravo, niso se pa zavedali, da hkrati pa posegajo v bistvu v naravno ravnovesje, ki je v telesu in telo, kako naj drugače pokaže, je začel odreagirati z raznimi alergijami. Jaz vem, ko mi pečemo svež program, imamo velikrat zahteve, Bog ne daj, da bi bili oreščki, super, vaše slaščice so brez jajc, kar je enkratno, super, spirine moke delate, ne pšenične, uporabljate rjav sladkor in vse to so kljuce. Jaz pač to uporabljam zaradi tega, ker vem, da je dober. Meni je pač dober, jaz rada dober jem, potem rada dober kuham, zato da lahko spet dober jem. Tako, začara. No, in to so potem stvari, na katere bi pač rekla, poslušajte svoje telo, kaj vam v resnici odgovarja, pa zakaj kakšno stvar jeste, oziroma zakaj kakšno stvar ne jeste. Ne? Če naredi težko v želodcu, je seveda, polni zakaj bi jo zate. jedel? Ja, točno Recimo, tako. če te karkoli slabi, ali pa ne vem, zakaj bi
ne Se vem, pa treba znati podvrgel- slišati. Ja, se pa treba, mislim, zakaj bi se podvrgel čemerkoli. Ampak tako, kot si rekla, Sonja, se je znati treba slišati. Ampak ljudje so oglušeli v svojem ritmu Tempu. življenjskem. Ja. So čisto oglušeli, kaj zjutraj vstane, se zrihta, največ kar razmišlja, pa bom rekla, bom ženski vidik krajši gledala, se pogleda v špegel, da bom dobro izgledala, rajši se bom namazala, kakor pojedla zajtrk, dirkala bom v službo, potem tam bom Načela do delala večera. maksimalno, imam veliko dela, da bom ja uspešna, da me bodo ja opazili, da bom ja priznana, da me ne bodo dol tlačali, ker sem ženska in bodo rekli avtomatsko, da moški so pač boljši v tem poslu, kakorkoli. In ob 3 se začne ženska že trest, joj, zdaj moram pa nekaj v sebe dati, če ne bom dol padla in prva stvar, ki je, trikotni sendvič ali pa cukor. Ne? In tukaj potem črna pika sladkorjev. In prej smo se z Mojco pogovarjali, prej smo se pa z Mojco pogovarjali ravno ta hiter način. Ne. Jaz sem imela lih par dni nazaj zgodba, mislim, lačna ko volk, grem, letim, najdem ta prvi sendvič, pridem v avto, začnem jesti, berem tisto etiketo zadaj in zgotovim, da v bistvu noter je več, kot samo 4 snovi, ki načeloma so v kruhu. To so se Moka, pogovarjali. Ja. Sol, voda, kvas ali pa nekaj, kar pač vzhaja. Noter je bilo en kup enih stvari. V glavnem, moja poanta ni sledeča, da bi pač koga na križ prbila, ampak gre, mislim, kogarkoli ne od trgovcev, boh ne daj, ampak govorim o tem, da začnimo brati etikete. To je vse. Ja, pa Sami lahko zbiramo. Ljudje še hočejo, da recimo trgovci zahtevajo od dobaviteljev, da hrana, ki pride v trgovino, ne more biti samo 3 dni uporabna, to mora imeti rok vsaj 3 mesece do 3 leta. Ampak zakaj? To pomeni, da je treba dati cel kup drugih stvari noter, ki v bistvu so strupene za telo. Ne? No, Mojca, ampak morate reči, da vaše pulpe dolg časa zdržijo, Ja. pa ne rabijo nič. To Naše pa je moke, spet catch. Ja, no. To pa spet catch. Naše moke Tisti, ki zdržijo, hoče, ampak najde način. ja. Ne, se pravi, da iz Določen naravnih čas, stvari, a ne? ja, da iz naravnih stvari se lahko naredijo super stvari, manj sestavin, govorimo zdaj, če konkretno v naših pulpah, ker mi je lažje ta primer vzeti, se pravi sadje, sladkor, pektin, limonin sok. Nič. To je to. To je to. Pri moki ne rabite nič dodajati. Če moka zmleta iz žita, ki je zrasel na soncu, se posušil na soncu, zmlet na mlinu na kamen, ne rabite nič praktično dodajati. Samo tam vine. Točno tako. Nič. In to je treba ceniti. Ne? In tudi, ja, je res, da so vse te sestavine, ki so sveže in sveže mleta, moka ali pa polenta, recimo, Primera to, radi, jaz govorim ne o vem, svojih. a sploh veste, kakšnega okusa je polenta? Tako, ampak ne tista, ki je v 2 minutah kuhana, tista, ki se kuha 45 minut do 1 ure. To je Zelo koruza, ki okušaš koruzo noter. Ne? A tako In- kauna, ki jo poleti spečemo ali pa skuhamo, a ne? Točen tak ima okus polenta, a ne? Tako, tako, to je polenta. Res je, da so te sestavine vse dražje, ampak Prineslo lej, nazaj. to je investicija. To je investicija v naše dolgo, zdravo, kvalitetno življenje. Ja, nekje sem prebrala, da recimo se pravi, pri ljudeh vidiš nekje od 50. leta naprej, koliko so v resnici vlagali v sebe. Se pravi, če so, govorim o hrani, prav o hrani govorim, če so jedli zdravo, če so gledali, kaj jejo, ne da so brali samo deklaracije na ličilih ali pa kremcah, ampak da so gledali tudi, kaj dejansko vnašajo v telo, se bo to poznalo na stara leta. Se pravi, tako, kot si rekel, to je naš vložek. In zakaj bi vlagal samo v lep, fin avto ali pa v make-up, če na koncu ti noben make-up ne bo pomagal, noben lep avto, takrat, ko te bo vse krivil, bolel, ni variante, da zbrišeš gubice, ni variante, da pozdraviš, ne vem, razne alergije pa kakršne koli druge bolezni. Ampak to je pa že, Hipokrat je govoril 400 let, mislim, da pred našim štetjem, koliko je hrana pomembna, se pravi, naj bo hrana zdravilo in zdravilo naj bo hrana. Tako je. In avtomatsko, zato ker tisto, kar ti vneseš v sebe s hrano, se ti bo obrestovalo. Še tak en lušten rek je, se ga vsi poznamo. Jabolko na dan odžene zdravnika stran.
pa bo res. Seveda, zdaj Pa je sezona domače. jabolk. Zdaj je sezona jabolk. Direkt. In kaj to pomeni? Se pravi, da z jabolki, a ne, se pravi, če jih gledamo kot zdravilo, si izboljšaš prebavo, vneseš, se pravi, ta Vitamine. vodni režim v telo, vsi vitamini, ki so, ki jih je ti sadeš v srkavu celo poletje, a ne, se pravi, nam je narava dala možnost, da ga pojemo in ga potem porabimo za delovanje našega telesa. Mislim, to so tako povezane stvari, da je kar težko potem nehati govoriti. Ja, verjamem, vse super, vse mogoče sam za, ja, malo že priganjam, ampak nič hudega. Pri tem nezdravem odnosu do hrane bi se samo še ustavila, ki ga, kar večina ljudi ga imamo zaradi tega tempa, ne, tako kot ste že omenili. S čim se v bistvu populacija srečuje in s katerimi boleznimi in kako bi jih v bistvu preprečil, kako bi mladini povedal, da ustavi se, moraš jesti zjutraj, moraš potem pravilno gledati, kaj ješ, kako to do njih pride. To pride s časoma. To po mojem pride malo z leti, ker v končni fazi v srednji šoli tudi slučajno razmišljaš o tem, mogoče kdaj na faksu. Jaz govorim o sebi in izhajam iz sebe. Če kdo se s tem ne strinja, prosim, takoj pozabite. Ampak hočem drugo stvar reči, da pač izhajaš to, kar si rekla, da je pomemben zjutraj jesti. Ja, energijo imaš za čez dan, zato da lahko prideš do malce, enostavno. Ja, rabelj našega časa, ko smo že prej omenili, je res ta čas, ki je toliko za vse druge stvari pomemben, sam za to ne. Sam zase ga nimaš. Sam zase ga nimaš. To je Sam tukaj res ni recepta. Ne. Recimo jaz ne zajtrkujem zjutraj. Moj prvi obrok se začne, ne vem, ob 11, pol 12, a ne? Ampak imam nekako naštudiran svoj cikel prehranjevanja tako, ki meni odgovarja in tako, kot se jaz najbolj počutim. Tako da ne vem, če bi jaz zdaj rekel, zdaj pa moraš takoj, ko se zbudiš, ne vem kaj, narediti, ampak vsak zase najbolj ve. Jaz zelo dolg časa nisem vedel, evo, pa bom kmalu 40, no še par let mi manjka, ampak se bliža, veš tako. Ampak ne, vseeno, ko malo več vidiš, da nisi več toliko v formi, ko vidiš, da ne moreš več žurati do 2 zjutraj in potem ob 7 zjutraj spet naprej s polno energijo, tako kot smo včasih redno počeli, vidiš, da nisi več in da moraš malo gledati na to, kaj počneš v življenju, pa kdaj se ustaviti, ker danes je zelo velika nevarnost izgorelosti. Jaz poznam kar nekaj primerov, prijateljev, kuharjev, ki so zboleli za izgorelostjo, ampak to ni samo tako, kar rečeš, prekuril sem se, to je resna zadeva. Ne? In tukaj vključujemo tudi prehrano. Ustavi se pa jej, pa vzem si čas za jesti. Sej, kdo to govori? Jaz, ki kuham za druge, ne za sebe. Ne? Ampak ja, v bistvu to je tudi moja rak rana, drugače, čisto iskreno, ampak se pa trudim čim bolj in čim bolj tako, kot meni odgovarja. No. Pa še ena stvar, pač, da smo tukaj sami ljudje, v končni fazi, mislim, prej smo govorili o zdravi hrani, da ne boste mislili, jaz tudi taj kakšno stvar, ne bom rekla svinarijo pojem, ampak to je čisto normalno, pač, ampak je pa res, da strmiš k temu, da pač ok, v redu, danes sem se pregrešil, pa grem jutri v drugo smer, ampak ne, strmiš pač k temu. Enostavno popravljaš se, sam sebe, tako kot se pri svoji, bom rekla, ne duhovni, ampak kaj rečemo, tudi duhovni, ali pa ne, tudi tej plati, se tudi popravljaš, skozi se reagiraš in korigiraš in tukaj je isto. Tako. Jaz sicer lahko iz osebnih izkušenj, ker te so najbolj običajno štejejo, ker na sebi preizkusiš, potem to upoštevaš, ker če ti nekdo drug samo pripoveduje, to nič ne pomaga. Ne? Če sam fašeš, pa dobiš. Evo in jaz sem mati 5 hčera, 4 so tukaj, tako da... To sem tudi jaz prej rekla, dobro, ne? Vsaka čast. In recimo punce lahko povejo, kako dejansko pač mi živimo. Ne? Na začetku, ko si me predstavlja,
v bistvu vse to, kar razlagam, dejansko tako Živiš. tudi živim. Ja, tako da, zakaj ste se prej čudile? Ja, res. Hvala in Ja. to je evo rezultat tega. Jaz imam 46 let. Tako, no. To sem jaz tudi hotela vprašati na koncu, tako da res. Tako. No, tako da, kar se prehranjevanja tiče, prvič, poslušajte sebe, ampak naučite se same sebe poslušati. Drugič, jejte enostavne stvari, ki si jih sami po možnosti pripravite. To pomeni, da naj bo hranjenje en del vašega obreda v celem dnevu. Jaz res uživam in ko zbiram sestavine in ko kuham, edino, kar je, ne maram komplicirati. Bog ne daj, če bi delala po kakšnem receptu, da ima tam cel spisek ne vem kaj stvari. Rada jih skupaj sestavim in za mene morajo lepo izgledati. Se pravi, ko kakšna barvna paleta recimo, pa si daš banane, jagode, borovnice, pa kakšno belo polento ali pa rumeno polento, jaz sicer obožujem proseno kašo, res ultra. Zdaj imamo manijo doma, a ne, mami, skozi turi posod ajdovo kašo, a ne. Ampak so se punce navadile še posebej zdaj z jurčki sezonskimi, a ne, se pravi kakšno enolončnico in v tem smislu. In če nimate časa drugače, bi jaz priporočala enolončnice, ki zelo blagodejno delujejo na celotno telo, se pravi, zaužijete tekočino, pogreje vam telo, hkrati pa se vse sestavine lažje prebavijo in potujejo po telesu. Če si bi vzeli čas recimo en dan prej, zvečer, ko pridete domov, pa si to pripravite in si potem naslednji dan v službo nesete, pa je to en obrok, ki ga lahko jeste recimo 2 dni. Potem je sveže sadje. Recimo punce obožujejo, kadar naredim radič, kakšen belgijski radič, samo spucamo ga, potem pa naredimo razne dipe. Se pravi od kakšnega jogurtovega do kakšnega bučkinga, ali pa gorčičnega in imamo posebej veselico pred televizijo s kakšnim filmom. Ne? Da ne rečem tudi kokice, ampak kokice jih pečemo doma na ponvi, ne v mikrovalovni pečici. Zato, ker mikrovalovna pečica, če bi šli pač na to debato, kaj pomeni hiter tempo življenja in industrializacija take vrste, to pomeni, da se hrano ubija. Ne? Tako da potem se je ena prazna hrana. Zato sem rekla, takrat, ko si lačen, ti si razlagala o sendviču, jaz pa vem, da meni taki sendviči toliko slabo naredijo, da sem se začela imeti, bom rekla, toliko rada, da si več tega nočem narediti. Se pravi, da če bom lačna na tak način, bom rajši vzela banano, bom rajši vzela jabolk, datli so super, prvič so en booster za energijo, drugič imajo pa toliko dobrih stvari noter, ki vam pomagajo od prebave, kosti, do živcev, vse. In če gledaš vsako hrano posebej, ima toliko enih dobrih stvari, da skoraj ni, ne vem, karkoli bi vzel, ampak govorimo zdaj v osnovni živi obliki. Se pravi, greš ali na tržnico ali v trgovino in jo vzameš v živi osnovni obliki. Ne? Ali pa recimo kruha mi več sploh ne kupujemo, zaradi tega, ker ima toliko dodatkov in si ga spečem osnovno, se pravi iz teh 4 sestavin, ki smo rekli, zraven pa potem dodajam ali kakšna semena. Orehe. Ne, orehe, da imam rajši tako, jih pozobam, mi jih je škoda v kruh dati. Jaz pa lajda. Ali pa recimo, hotela sem reči proseno kašo, ajdovo kašo in na ta način potem tudi otroci. Mi smo vegetarijanci, to sem hotela še povedati, tako da ne jemo mesa in zaradi tega še posebej potem skrbim, da je hrana raznolika in da tisto mero energije, ko jo rabijo iz hrane dobiti, da jo ne dobivajo iz sladkorja. Razen pač iz naših pulp. Jaz bi vas pustila, da govorite še naprej, pa vas zdaj ne smem več. Samo še zadnje vprašanje, je kava zdrava? Ne reč. Mislim, zdaj sem hotela kaj odmora, veš, odmor je, pa jih vabim na kavo, pa da nam zdaj prodajala.
Ne, Tako malo. jaz osebno kavo ne pijem, mi pa zelo diši. Ampak ne pijem jo, ker mi pač okus ni všeč, sploh pa ne maram take vrste poživil, rajši, tako kot sem prej rekla, imam datlje ali pa kakšne druge take stvari. Ampak to sem jaz sebe prebrala, vsak mora pa drug Sam 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 sebe zase, prebrati. tako. Ja. In mislim, da ste dobili kar dosti nasvetov, ne? Od strokovnjakov. Najlepša hvala, dajmo en aplavz. Hvala.